Na koncu pa bi dal še neke vrste povzetek, da sprememba vedno zahteva organiziran napor, ki bi moral ali pa je dobro, da je usklajen s stanjem telesa. Zato, ker je telo tisto, ki v bistvu ustvarja energijo, ki je potrebna za to, da sploh ustvarimo napor in naredimo spremembo. Zato je bolje, ko telo čutimo, bolj lahko vemo, do kje, koliko in kolikokrat lahko vložimo napor in na tak način ustvarjamo vzdržno spremembo, ki postane izboljšava. Še posebej, ker sploh, če smo v preteklosti morali spreminjati ali pa smo se znali spreminjati samo s pretiranim naporom in s tem, da smo občutke iz telesa potlačili ali odstranili ali popačili, smo neko spremembo dosegli samo zato, ker smo odrezali telo stran od zavesti, namesto da bi telo povezali še bolj z zavestjo, da bi lahko naredili spremembo, ki je izboljšava, ne pa nevarna za telo. In v takem primeru zavest ne vodi, se ne ozira na telo in je potem logično, da telo skozi podzavest spremembo dojame kot nevarnost, ker je vpliv podzavesti na telo večji kot vpliv zavesti na telo.